Medvoščani na Eurobasketu. Lipa spet po starem. Preverjamo telesno kondicijo. Gasilci preverjajo pripravljenost. Obeta se domoznanski krožek. Mladi prostovoljci v jedru. Drugi katarinski tek. Začenja se športna jesen. Lepo pozdravljeni. Evropsko košarkarsko prvenstvo je z nedeljskim finalnim obračunom končano. Naša država se je izkazala kot odlična gostiteljica, prvenstvo pa je strani poznavalcev že označeno kot eno najboljših doslej, predvsem pa daleč nad pričakovanji. Tudi naši občani imajo del zaslug za nemoten potek prvenstva. Hiša kulinarike Jezeršek kot licenčni partner oziroma uradni catering, o čemer smo že poročali, ter nekaj marljivih prostovoljcev, med njimi tudi naša televizijska sodelavca Nina Smole in Matej Ulčar. Odlično možnost podrobneje spoznati zakulisje tega velikega športnega dogodka pa je imel tudi Klemen Varl, ki je svojim glasom kot eden izmed uradnih napovedovalcev tekem skrbel za pristno tekmovalno vzdušje. Moja vloga je bila res zanimiva, po svoje bil sem eden izmed uradnih napovedovalcev na Eurobasketu. Izkušnja zelo zanimiva, evropsko prvenstvo, se pravi sam Eurobasket je, če ne dogodek, športni dogodek v Sloveniji leta, bi lahko rekel kar vsaj desetletja. No. Tako da ja, je nekaj posebnega igrati v bistvu in delati, samo igro spremljati pred sabo, dvigovati množico, napovedovati same igralce, samo tekmo pred 10.000 ljudmi recimo. Ja, je zelo posebna izkušnja. No, najbrž je to kar laskava vloga, glede na to, da imamo v Sloveniji kar nekaj odličnih športnih komentatorjev. Kako sploh prideti v ta ožji izbor in biti izbran na takem velikem športnem dogodku? No, in glede na to, da imam izkušnje tudi s komentatorstvom, se pravi s tem uradnim napovedovalstvom, z ekipo iz Medvod, je v bistvu tle sam začetek bil. Dobiš pa z vsako tekmo določene izkušnje, ko spremljaš ostale napovedovalce, kateri se gibljajo tudi v tem krogu, je vsak nekomu malo pokrade kakšno zanimivo, ne vem, komentatorsko foro, recimo. Katere pa so sploh odlike dobrega športnega komentatorja, kaj mora imeti? Najbrž ni samo glas tisti ključen. Ja, jaz se v glavnem vedno nagibam k tem, da pri uradnem napovedovanju, se pravi, ko se napove igralce, skušam biti čim bolj atraktiven. In ker se rad igram s svojim vokalom, probam to čim bolj realizirati. Se pravi, da poleg samega sebe navdušujem seveda še publiko. Kaj pa samo zakulisje Eurobasketa si imel možnost spoznati? Ja, sem spoznal veliko igralcev tudi iz NBA, naprimer spoznal sem Marcina Gortata, recimo uspelo mi je se celo vekovečiti z Markom Gasolom, Tony Parker in seveda največja legenda NBA, Arvydas Sabonis. Očitno družina Zavašnik oziroma Milena Zavašnik oziroma njeno podjetje Virotim nadaljuje tako, kot je pred usodnim dogodkom konec leta 2005, ko so pred vrati diskoteke Lipa umrla 3 mlada dekleta. Precej žalostno bi bilo ugibati, ali bi se to zgodilo, če bi Zavašnikovi spoštovali zakonodajo, različne odločbe inšpekcije in bi že takrat spoštovali odločitev lokalne skupnosti, da jim podaljšanega obratovalnega časa ne dovoli. Prav včeraj so nas tako ponovno vabili na prvi Salsa Touch večer. Dejstvo je, da so se vse konce tedna v avgustu v gostinskem obratu Lipa, pa kakorkoli se ta že imenuje, odvijale prireditve. In dejstvo je, da se to nadaljuje tudi v septembru in ne le konec tedna. Po podatkih tržne inšpekcije ima gostinski obrat Lipa trenutno potrjen le redni obratovalni čas v trajanju od ponedeljka do nedelje med 6. in 22. uro. In kot pravijo še, če organizirajo prireditev, lahko sicer gostinski lokal obratuje dlje, vendar le tako, da si pridobi soglasje lokalne skupnosti za podaljšanje obratovalnega časa. Kot pa vemo, se temu občina Medvode upira. Torej, tudi če gre za prireditev, za katero je potrebna prijava na upravni enoti in policiji, je potrebno upoštevati določbe 10. člena Zakona o javnih zbiranjih, ki določa, da morajo biti v primeru, da se na prireditvi odvija tudi dejavnost, ki jo urejajo drugi predpisi,
izpolnjeni tudi pogoji, ki jih določajo ti predpisi. In še enkrat, prireditev lahko poteka do njenega izteka, gostinska dejavnost pa se lahko odvija le v skladu s prijavljenim in odobrenim obratovalnim časom. Vse takšno je mnenje, ki ga je tržna inšpekcija prejela strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Od odprtja Lipe pa do danes je tržni inšpektor zabeležil skupno tako na podlagi predlogov policije kot na podlagi lastnih pregledov skoraj 50 kršitev obratovalnega časa, hkrati pa so ugotavljali tudi kršitve v zvezi z označitvijo pijač. 6 postopkov je še v teku, v ostalih primerih pa je bila izrečena globa v skladu z določili zakona o prekrških in zakona o gostinstvu. Po določilih slednjega se kaznuje pravna oseba, če ne posluje v določenem obratovalnem času, z globo od 1200 do 40 tisoč evrov, z globo 400 do 2000 evrov pa tudi odgovorna oseba pravne osebe. Inšpektori so izdali 4 plačilne naloge, na podlagi katerih so pravni osebi in odgovorni osebi pravne osebe skupaj izrekli za 12 800 evrov glob. Družba Virotim pa je, tako kot smo bili od odgovorne osebe vajeni vse do leta 2005 in potem ob 2 poskusih ponovnega odprtja, takoj vložila zahtevo za sodno varstvo, zaradi česar ukrepi do odločitve pristojnega okrajnega sodišča v Ljubljani niso pravnomočni in izterljivi. V soboto dopoldne je na Bonovcu potekal tradicionalni, letos že drugi test hoje na 2 km. Namenjen je preventivi in spodbujanju gibanja med aktivnim prebivalstvom. Pred začetkom hoje in po njem izmerijo krvni pritisk in srčni utrip in iz omenjenih podatkov pridobijo podatek o telesni pripravljenosti posameznika. Kot edini zdravstveni dom v Sloveniji pa ob tej priložnosti merijo tudi stopnjo holesterola in sladkorja v krvi. V okviru spremljevalnega programa pa so ponovno prikazali osnove nordijske hoje in oživljanja z defibrilatorjem. V soboto so se ob 9. uri začeli zbirati občani, ki so želeli preveriti svojo telesno pripravljenost na 2-kilometrski progi v Bonovcu. Namen preventivne akcije je spodbuditi naše krajane k čim več gibanju. V smislu, da nekaj naredimo za ohranitev zdravja, je zelo pomembno, da se držimo vsaj tistih ukrepov, na katere lahko sami vplivamo, prehrana, način življenja, kajenje, alkohol in pa seveda gibanje. Pomen gibanja se zdaj v zadnjem času čedalje bolj poudarja in naš namen je predvsem to, da spodbudimo ljudi k čim več gibanju, ker je to eden od lažje dosegljivih načinov za ohranjanje zdravja in ki je odvisen od vsakega posameznika. Samo voljo in energijo je potrebno imeti. Vsakemu udeležencu so najprej izmerili krvni pritisk in srčni utrip. Pred začetkom hoje so se ogreli, nato prehodili zahtevano pot. Sodelovalo je osebje zdravstvenega doma v Medvodah. Na akciji ljudem merimo krvni tlak, določamo jim vrednosti krvnega holesterola, vrednosti sladkorja in pa srčni utrip. Med hojo, pred hojo in po hoji jim zmerimo seveda čas hoje in pa potem utrip, od katerega je odvisen potem seveda tudi tisti, kot rečemo, nekak fitness indeks telesne pripravljenosti, ki kaže na neko splošno kondicijo človeka. In seveda za dober fitness indeks je potrebno doseči čim boljši čas pri razdalji 2 km in pa s čim nižjo srčno frekvenco, ker poleg krvnega tlaka zdaj medicina zelo poudarja tudi pomen srčnega utripa, tako da tudi na to jih opozarjamo. In pa seveda potem s temi parametri v zvezi izvajamo potem tudi svetovanje, zato je pa zmeraj na akciji prisoten kakšen od naših zdravnikov ali pa zdravnic. Končni rezultati akcije pa so bili sledeči. Udeleženih je bilo 80 ljudi, od tega 50 žensk in 30 moških. Povišan holesterol je imelo 46 udeležencev, povišan sladkor pa 8. Glede na pretekle izkušnje, katere prebivalce pa še posebej vabite na akcijo? Na akcijo so vabljeni pravzaprav vsi krajani, s tem, da so preventivne akcije v principu mišljene za tisto populacijo, ki je najbolj zainteresirana in ima tudi največjo dobrobit od preventive. To so pa pač ljudje od 20-30 pa tja do 70. Veste, na te populacije do 70 let so pač tudi usmerjene tabele za preračunavanje fitness indeksa ogroženosti in podobni strokovni parametri. So pa vabljeni seveda tudi starejši, ni problem. Kot spremljevalni program so letos ponovno pripravili prikaz nordijske hoje.
Ena tradicija je, da tukaj edini smo pravzaprav v Sloveniji, ne, ki merimo tudi holesterol in merimo tudi krvni sladkor. Ne. Zaradi tega tudi mislim, da veliko več ljudi pride in zaradi tega imamo mi tudi največji odmev v Sloveniji od zdravstvenih domov, kadar se organizira te shoje. Ne. Zraven sem vključila, vedno imamo tudi prikaz reanimacije, zraven sem pa vključila še mečka nordijske hoje, tako da če koga zanima, ne, kako izgleda pravilna hoja in tudi demonstriram. Ne. Prikaz oživljanja z defibrilatorjem pa sta demonstrirali študentki zadnjega letnika medicine Maša Vovk in Maša Velušček. V bistvu z demonstracijo oživljanja, se pravi nudenjem prve pomoči, se pravi z masažo srca in pometnim dihanjem ter uporabo avtomatskega defibrilatorja, želimo v bistvu ljudi naučiti, jih mogoče ozavestiti, da se pač lahko kadarkoli srečajo z nekom, ki je nezavesten in potrebuje njihovo pomoč, osvežiti njihove znanje in pa tudi jim povedati, da so defibrilatorji javno dostopne stvari, ki so v občini Medvode na voljo na 13 koncih, s katerimi si lahko ogromno pomagajo v primeru srčnega zastoja, se lahko v bistvu oživijo človeka nazaj in pa mu pomembno izboljšajo življenjsko funkcijo za naprej. Prihodnja preventivna akcija testa hoje bo spet maja prihodnje leto. Do takrat pa lahko sami poskrbimo za telesno pripravljenost. Po besedah zdravnice Prešernove se je potrebno gibati vsak dan, priporočljivo pa je, da se 3-krat na teden pri gibanju pošteno oznojimo, da čutimo napor in da aktivnost traja vsaj 20 minut, pri tem pa sta izvzeta ogrevanje in ohlajanje. Kljub enostavni uporabi in jasnim navodilom pa imamo ljudje še vedno strahove pred uporabo avtomatskega defibrilatorja. Bojimo se, da bi lahko z napačno uporabo naredili več škode kot koristi, vendar pa se moramo zavedati, da defibrilatorji rešujejo življenja. Tako je bilo v soboto na Spodnji Senici, kjer so laiki s pomočjo medicinske sestre pravilno izvedli temeljne postopke oživljanja in so v 7 minutah uspešno uporabili avtomatski defibrilator. Bolniku so tako omogočili nadaljnje zdravljenje v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani in s tem ponovno dokazali, da avtomatski defibrilatorji, ki so nameščeni po vsej naši občini, resnično rešujejo življenja. Sobotno popoldne je minilo tudi v znamenju gasilcev članov, ki so se borili za odličja na občinskem tekmovanju. Letošnja vaja je potekala pod nekoliko drugačnimi pravili, saj so po nekaj letih ponovno oživili tekmovanje Matevža Haceta, kar je nekaterim ekipam kar pošteno otežilo delo. Gasilska zveza Medvode in Gasilska zveza Vodice sta se tokrat pomerili v nekoliko drugačnih disciplinah. Člani prostovoljnih gasilskih društev obeh zvez so bili letos postavljeni pred zahtevno nalogo. Mokra vaja, ki je potekala na spolzki asfaltni progi, je marsikomu povzročala težave. Tekmovanje pa je bilo zato toliko bolj atraktivno za obiskovalce. Tekmujemo v disciplinah po Matevžu Hacetu, to je tekmovanje, ki je enkrat na 4 leta, to je mokra vaja, podaljšana mokra vaja, so testi teoretični in pa redovne vaje, to je korakanje in pa podobne zadeve. Člani in članice so se pomerili v taktični mokri vaji, ki je vsebovala kar nekaj vrlin, ki jih mora poznati vsak prostovoljni gasilec. Od ožiganja motorne brizgalne do vezave vozlov. Vse v eni vaji, ki jo je v soboto opravilo 34 ekip. Sledile so še redovne vaje, ki so pravi pokazatelj reda in discipline, ki obsega gasilski protokol. To je pomembno predvsem zaradi javnega nastopa, če tako rečemo. Sej, kadar smo gasilci sami, tisti niti hodo zelo pomemben. Kadar pa nastopamo v javnosti, kadar so kakšne parade, kakšne take prikazne vaje, vse mogoče stvari, tudi pri pogrebih, pri kakšnih takih zadevšnjah, ko nas ljudje vidijo, nas pa vidijo, če smo urejeni, če se znamo gibati po terenu, tako je kam podoben, da naletamo kakšne kure sem pa tja. Tretji del tekmovanja pa je obsegal še vprašanja, na katera so odgovarjali po 3 izžrebani člani posamezne ekipe. Kako pa so se pripravljali na vse te različne naloge, smo povprašali kar enega od tekmovalcev. Na tekmovanje smo se pripravljali tako, kot verjetno vse enote, glede na pomanjkanje časa, službene obveznosti pa tako. Verjetno malo pomanjkanje vaj, ampak so bile pa te bolj intenzivne, bomo temu tako rekli. Glede na to, da je letos vaja malo drugačna, ste imeli zaradi tega kaj več težav? Ne bistveno več, nekaj težav je bilo, seveda malo sprememb, vsaka sprememba je drugačna, pa jaz upam, da bo. Na koncu so bila podeljena priznanja najboljšim, ki so v naši občini postali članice A PGD Spodnje Pirniče Vikrče za Vrh, člani A PGD Zbilje in pa člani B iz Sore.
Najboljše ekipe bodo lahko svoje znanje in vrline pokazale že to nedeljo, saj jih čaka regijsko tekmovanje. Javni zavod Mladinski center Medvode je pod svoje okrilje sprejel 3. generacijo mladih, ki so se prijavili na prostovoljski projekt EVS. Gre za del projekta Mladi v akciji, ki mladim omogoča dodatno izobraževanje in življenjske izkušnje v mednarodnem okolju. Letos bodo prihajajočo sezono Mladinskega centra popestrili 4 prostovoljci. Projekt EVS ali European Voluntary Service je ena od akcij programa Mladi v akciji, katerega namen je omogočiti mladim dodatno neformalno izobraževanje in življenjsko izkušnjo v mednarodnem okolju. Program spodbuja mlade, da postanejo družbeno aktivni in s tem pripomorejo k razvoju svoje skupnosti. Program podpira in omogoča razvoj novih povezav in partnerstev na celotnem evropskem prostoru. EVS projekti lahko potekajo v vseh programskih državah. Projekti se odvijajo predvsem po mladinskih centrih, tudi v medvoškem jedru. Tu je naša 3. generacija prostovoljcev. Vsaka generacija je bolj zanimiva, več jih je. Začeli smo z 1, potem smo imeli 2, zdaj imamo 4 v tem trenutku. Vsaka generacija se čuti, da se mi nekaj naučimo od prejšnje generacije, pa tudi bolj pripravljeni smo na situacijo, tudi več prijavljenih je zdaj bilo, za to dotičen rok je bilo 156 prijavljenih kandidatov, iz katerih smo pol mi 3 izbrali. Tako da ja, tudi skozi boljše, tudi bolj se pripravimo, bolj zanimive ljudi, res ljudi, ki mislimo, da bi nam lahko koristili, izberemo, tako da se vse te izkušnje dobro poznajo in je vsak let boljše. Letos so nas tako prišli obiskat Aja Matuček z Poljske, Jorge Blanc z Španije, Anastasija Kopilova z Ukrajine in Margot Krist-Moljerk z Francije, ki bodo tukaj bivali za 1 leto ali pa samo za pol, kot to veleva program. Seveda od svojega bivanja v Medvodah veliko pričakujejo. Yes, I have a lot of expectation. For the work, I think it's a very great experience for me, for my future professional career. Also for the language, because I don't speak very well English. And maybe one day I could speak Slovenian, I'm not sure. And yes, but we will see. The start is very good. So I think I can learn a lot about my things, about my personal skills and work skills too, and I enjoy the experience, and I don't know, maybe it's an experience to change the life, so we will see. To meet nice people, because it's all about the people always. To travel a lot, because I've never been to the Balkan part of Europe, so I really would like to go there. And yeah, that's the most important things. Vsak prostovolec bo v sklopu Mladinskega centra opravljal določeno nalogo, v kateri se sam najbolj najde. Skupaj obvladajo kar široko paleto znanj, ki bodo pripomogli k pestremu programu Mladinskega centra. Ja, mi smo v bistvu nekje, ko smo se začeli pogovarjati, smo v bistvu poskušali ugotoviti, kje so tiste točke, ki bi nam bile zanimive, da bi jih nekdo iz tujine upravljal v Mladinskem centru Medvode. Seveda je pa namen tega projekta tudi, da te mladi razvijajo sami svoje projekte, ker so pač tle šele dobre 2 tedna, slabe 3 tedne, smo šele začeli pogovarjati, kje bi bili pa njihovi osebni projekti. Tako da to pa vsi bojo 1 let pri nas služili, tako da to je še v prihodnosti, da se pogovorimo in dogovorimo. Nova sezona Mladinskega centra se bo pričela prihodnji petek z otvoritvenim Jugorok koncertom. Več o naših prostovoljcih pa boste lahko izvedeli v prihajajoči mladinski oddaji Džumbus. Nekaj mladih iz Mladinskega centra Medvode in nekaj finančne spodbude strani krajevne skupnosti Medvode center in občine Medvode je bilo potrebno, da se je podoba spominskega parka spomenikov talcev v Gramoznici v zadnjih 2 tednih spremenila iz nečesa, kar bi si zaslužilo grajo oziroma pelinov cvet, do nečesa, kar bi lahko kandidiralo za priznanje v naši akciji Naša dežela lepa in gostoljubna. Kar nekaj apelov je bilo naslovljenih na pristojne, tako strani borčevske organizacije kot tudi civilne družbe, da podoba spominskega parka in spomenika talcev v Gramoznici ni več dostojna dejstvu, da so konec leta 1943 prav na tem mestu Nemci postrelili 25 zapornikov iz Begun, med njimi tudi 2 domačina in 2 Francoza, in dejstvu, da je tukaj tudi grobnica, saj trupel niso nikoli pripeljali drugam.
Krajevna skupnost itak letno financira košnjo tukaj, vsaj ne 5-krat na leto, ker je ta grob oziroma spomenik talcev v Gramozni jami na parceli, ki je v lasti Krajevne skupnosti Medvode center, in smo tudi dolžni to početi. Zdaj, za kaj več pa sredstev ni, se pa dogovarjamo z občino, z občinsko upravo, še posebej s Tatjano Komac, ki je vodja oddelka za družbene dejavnosti, in v proračunu imamo tudi sredstva za vzdrževanje teh spomenikov. Zemljišče je pristojnosti Krajevne skupnosti Medvode center, sama grobnica s spomenikom kiparja Stojana Batiča pa v pristojnosti občine Medvode. K akciji so pristopili tudi mladi iz javnega zavoda Mladinski center Medvode, ki bo z novim letom svojo dejavnost že sicer razširil še na področje kulture in delno tudi na upravljanje določene kulturne dediščine. Po kosilu se je obrezala se živa meja, brežine so se porezale, oplelo se je vse, kar je bilo potrebno, in še stopnice smo obnovili, kar je še manjkalo, tistih 10 stopnic tamle. Tako da to zdaj lepo izgleda, dali smo stalne zastave, mislim, da se to spodobi, ker si ta spomenik to tudi zasluži. Nekaj delovnih ur in finančni zalogaj v višini slabih 2000 je bilo potrebno, da je podoba gramoznice dostojna zgodovinskemu spominu. Precej utrujena, bogatejša z novimi izkušnjami in polna novih spoznanj se je ekipa podružnične osnovne šole Topol minuli vikend vrnila z enotedenske regate v okviru mednarodne mirovne flote. Edinstveno izkušnjo bi otroci prihodnje leto z veseljem ponovili, že v tem tednu pa bodo svojim sošolcem podrobno predstavili pestro dogajanje v mednarodni družbi sredi Dalmacije. Največja humanitarna prireditev za socialno ogrožene mlade in otroke s posebnimi potrebami je prejšnji teden potekala v čudovitem akvatoriju Dalmacija, kjer se je 980 udeležencev 18 narodnosti na 105 jadrnicah učilo prijateljstva, strpnosti in miru. To je bil lep teden, preživeli smo ga v druženju, prilagajanju in to je bilo tudi tisti namen, torej 105 jadrnic. Je bilo tudi, regata je bila, kjer smo v končni fazi pokazali, kako se z nekim druženjem potem lahko tudi navzven pokaže to mirnost, morje. V glavnem je pa ta projekt z namenom bil že po vojni v Bosni, ko so bili med sabo ti narodi sprti, tako da je že to traja okoli 15 let. Med plovbo od Splita do Rogoznice in Trogirja ter otokov Drvenik, Šolta in Brač so se mladi člani posadk naučili osnovnih pomorskih veščin ter si na osnovi znanja pridobili juniorsko skipersko izkaznico. Pravkar sem govorila z eno mamo, pa mi je rekla, kako pa ste kaj, je v redu? Kako pa gospodarja? Ja, mi smo zadovoljni z njo, upam, da je ona tudi z nami. Kar pomeni, da je bil ta teden lep zame, zato ker so tudi učenci bili pripravljeni sodelovati, tisti majhni konflikti, ki so med njimi prišli, smo jih rešili sproti, seveda so morali pa delati, ves čas so bili zaposleni, poleg delovnih listov, ki so jih reševali, so morali skrbeti za varno plovbo, reditelji so morali pospravljati, urejati torej stvari na jadrnici, dolivati vodo, skratka, dogajalo se je. Večina otrok je v tej mednarodni floti, ki so jo sponzorirale številne humanitarne organizacije, jadrala prvič in teden dni uživala v kopanju na sidriščih privezanih v marinah ter ob druženju z otroki iz različnih držav. Kot prvo mislim, da je jaz, kot sem opazila, je to druženje na jadrnici, kjer je nek zelo majhen prostor in da se otroci v bistvu navadijo živeti v nekem majhnem prostoru s tem, da sprejemaš drug drugega, kako pomembno je, da se držiš pravil. Seveda je pa potem tudi vse ostalo, kar je bilo pa tudi spoznavanje drugačnosti, vse to, kar so pač imeli v programu. Po besedah organizatorjev in spremljevalcev je občutke o sreči mladih mornarjev težko opisati, so pa sijoče otroške oči zato dosežen njihov skupen uspeh in nagrada za vse. V soboto je v Medvoški knjižnici potekala zaključna prireditev, na kateri je kar 64 mladih bralcev prejelo zaslužena priznanja za poletno prebiranje knjig. Za spodbudo je vsak mladi bralec, ki je na 30 dni pol ure na dan prebiral knjige, prejel še vrečko presenečenja z darili.
Prireditev je povezovala Pika Nogavička, ki je zbrane starše in otroke zabavala, ter na koncu izžebala tudi glavno nagrado poletne bralne akcije Poletni bralci, poletavci. V letošnji poletni bralni akciji Poletavci je sodelovalo 64 otrok v starosti od 9 do 12 let, kar je 14 več kot v lanskem letu. No, to je zanimivo. Lani so definitivno vodili fantje, letos je pa totalno izenačenje. 1-1. Kaj pa mogoče najbolj brane knjige, je kakšna posebnost? Mislim, da ne. Mislim, da otroci, kar je super, berejo različne knjige, najrazličnejše, ampak še vedno je precej teh zbirk, kot recimo Grozni Gašpar ali pa kakšne vile, stripi, drugače pa res zelo različne stvari, kar je super. Za svoj trud 30-dnevnega polurnega poletnega prebiranja knjig so bili tudi bogato nagrajeni. V vrečkah je toliko finih reči, da moram prav premisliti, se pravi knjiga, pa majčka, pa balonček ali značka, pa lizika, pa napihljiva žoga, pa mislim, da je to vse. Na koncu pa še sladoled. Vendar tako bogata prireditev in obdaritev ne bi bila mogoča brez sponzorjev. Iskrena hvala medvoškim podjetjem, ki so priskočila na pomoč, donirala, in pa hvala tudi nekaterim knjigarnam, ki so poklonile knjige, in pa tudi trgovskemu podjetju, ki je prav tako darovalo knjige. Prireditev bi seveda izpeljali, ampak bi bila okrnjena, oziroma bilo bi bolj dolgočasno, ne bi bilo animacijskega programa in pa tudi darila v vrečki bi bila manj bogata. O vtisih in spominih na poletno prebiranje knjig smo povprašali mlade bralce. Se še spomniš, katere knjige si prebiral za to poletno akcijo Bralci, poletavci? Ja, večinoma Harry Potter pa Amanda X. Ja, Mavrične vile. Katera ti je bila pa najbolj všeč? Od Rubine. Tudi Mavrične vile. Katera ti je bila pa najbolj všeč? Vse so bile dobre. Na koncu prireditve so se mladi bralci posladkali sladoledom. Pika Nogavička, Andreja Stare iz studia Anima, je izžrebala še glavno nagrado. Še ostajamo v knjižnici in pri mladih. Knjižnica Medvode namreč organizira domoznanski krožek za učence zadnje triade osnovne šole. Omenjeni krožek je brezplačen, potekal pa naj bi v knjižnici vsak tretji četrtek. Bistvo domoznanskega krožka je zanimanje za domači kraj, potekal bo pod mentorstvom knjižničarke Tatjane Mavrič, skupini pa se bo pridružil tudi fotograf Boris Primožič. Domoznanskemu krožku se lahko pridružijo tudi ostali občani, ki jih zanima zgodovina občine Medvode. V knjižnici pa z veseljem tudi odkupijo ali pa samo fotokopirajo morebitne stare razglednice Medvod in ostale starejše tiskane izdaje. Knjižnica Medvode v tem šolskem letu ponuja kar nekaj novosti. Ena od njih je tudi domoznanski krožek za učence zadnje triade medvoških osnovnih šol. Domoznanski krožek, v kratkem bi bilo to zanimanje za domači kraj. To ni geografija, ni zgodovina, ni etnologija, ni literatura, je pa vse hkrati. Vsa področja nas zanimajo, zanima nas vse, kar opisuje in določa domač kraj. Nas bi zanimala občina Medvode. To bi bile recimo stare knjige, kakšen zemljevid, stare razglednice, stare fotografije, vse take stvari bi nas zanimale, ali pa tudi pričevanje starejših ljudi, da bi ga zapisali. Mi smo si zamislili, da bi bili udeleženci tega krožka učenci zadnje triade, ampak če bi se nam pridružil kakšen odrasel ali pa če bi nam kakšno gradivo kdo prispeval, bi bili pa zelo veseli. Mi in tudi gospod Primožič, ki načrtuje sodelovati z nami. Sodelovanje pri krožku naj bi potekalo redno skozi celo šolsko leto. Dobivali bi se enkrat na mesec, vsak drugi četrtek, med 16. in 18. uro. Vmes bi pa imeli udeleženci še veliko dela, ker bi dobili naloge raziskovalne. Pa tu, ja, treba bi bilo kaj poiskati po literaturi, po internetu, kakšne fotografije narediti, tako da bi delo bi bilo pa kontinuirano. V knjižnici Medvode se zavedajo pomena ohranjanja slovenskega jezika kot tudi zgodovinskega izročila. S tem namenom so namestili dve prav posebni omari.
V eni omari imamo raritete, jim rečemo, v knjižnicah to so dragocenosti, res dragoceni tiski, ki se niti ne izposojajo. Potem pa imamo še eno omaro, kjer zbiramo točno to, kar smo govorili, domoznansko gradivo. Vse, kar je v Medvodah napisano, kar je o Medvodah napisano, kar se v Medvodah natisne, vse to nas zanima. In to recimo zanimajo nas knjige, zanima nas revije ali časopisi in tudi elektronski viri. V svojih arhivih hranijo tudi nekaj redkih izdaj, ki so prava dragocenost. Mi se pa lahko pohvalimo po novem z Kopitarjevo slovnico iz leta 1809. Uspeli smo pridobiti original. Kupili smo ga v antikvariatu. Kaj pa zgodovina Sorške in Preške fare? Ja, to pa je žulj knjižnice. To knjigo bi mi zelo radi imeli. Žal je po natisk, ki ga je naredila župnija Sora v 90-ih, pošel. Bi bili pa zelo veseli, če bi se še kje našel kakšen izvod, ki bi ga kdo lahko poklonil ali pa odprodal knjižnici. Ja, zaenkrat imamo samo kopijo, ampak zelo, zelo si želimo, da bi dobili original. Na območju občine Medvode smo imeli tudi bogato srednjeveško zgodovino. Že Valvazor nas je omenjal, bodimo ponosni na to. Smo v topografiji kranjskih gradov, noter sta grafiki gradu Goričane in Smlednik. In omenjeni so ti kraji, ta dva gradova in še kaj tudi v slavi Vojvodine Kranjske. Najnovejša pridobitev domoznanskega krožka pa je zapis mlinov, ki so jih uporabljali za mletje žita na potokih v Preski in v Žlebeh v preteklem stoletju. Obiskal sem starejše ljudi, ki so bivali tukaj okoli Mavelščice, Prešnice, Zakonščice in jih pa vprašal, kje so bili ti mlini in so mi jih naštel. Naštel sem jih recimo na Mavelščici, to so jih naštel teli navedeni ljudje 19, na Zakonščici, Malešnici, Potočnici tudi 19, na Prešnici pa 4. Na Prešnici je celo ena turbina, sicer že stoji nekaj let, ampak je pa še kot relikvija. Tukaj le na Zakonščici je pa tudi ena žaga, Malanškova žaga in turbina, tam, kjer je spomenik. Tako vsega skupaj, če to seštejemo, jih je bilo 42. To je kar velika cifra, samo danes jih ni več. Skratka, vsako drevo raste iz korenin, zgodovina domačega kraja nas bogati in obenem opominja na krhkost narave in minljivost časa. Vsak zapisan dokument, pa četudi fotokopirana razglednica, je dobrodošla v arhivu domoznanskega krožka. Dobrodošli v društvu. Ostajamo pri domoznanstvu. V Aljaževi rojstni hiši v Zavrhu pod Šmarno goro je od 12. septembra dalje obiskovalcem na ogled likovno-fotografska razstava z naslovom Poklon Jakobu Aljažu. Razstavo prireja kulturno-umetniško društvo Jarem. V Zavrhu bo na ogled vsako soboto in nedeljo do 6. oktobra med 9. in 12. uro. Kulturno-umetniško društvo Jarem je v Aljaževi rojstni hiši obudilo duh Jakoba Aljaža. Trodelna likovno-fotografska razstava z imenom Poklon Jakobu Aljažu je produkt dela umetnikov, ki so se udeležili extemporov Aljaževina 2013. V rojstno hišo Jakoba Aljaža smo preselili to razstavo zato, ker si to razstavo Jakob Aljaž zasluži. Tu smo hoteli prikazati njegov duh, njegov čas. Namreč Jakob Aljaž, letos praznujemo njegovo 168-letnico rojstva, vemo pa, da je bil velik narodnjak, velik gornik, glasbenik, kaj vse je naredil za slovenstvo, skratka pravi pomladnik, če tako rečemo, ali pa prvi pomladnik v Sloveniji. Prvi del likovne razstave prikazuje vse pomladne aspekte rojstne hiše slavnega Slovenca, s prelivanjem pokrajinskih motivov in seveda portretne upodobitve samega Jakoba Aljaža. To je produkt majskega extempora, ko smo tukaj ustvarjali predvsem njegov lik, ki ga vidite, če ga gledate, pravzaprav ne gledate vi njega, ampak dobesedno on gleda vas. Z njim se lahko dobesedno pogovarjate in se vrnete z njim v njegov čas.
Drugi del likovne razstave je nastal na drugem bienalnem Extemporu v sodelovanju s Kulturno-umetniškim društvom Zbilje. Letošnja tema je bila sporočilo iz davnine. Precej zahtevna tema je na koncu obrodila zanimive upodobitve mostiščarjev, Salomonove grobnice, vaške situle in različne simbole slovenstva. Poseben prostor pa je dobil tudi fotografski del, ki je celotno razstavo lepo dopolnil. Filmska fotosekcija, ki jo vodi naš Gregor, zasleduje likovnike, zasleduje vse dogodke, ki se dogajajo tukaj na Leževinu oziroma v rojstni hiši Jakoba Aljaža. Ta razstava je ena izmed mnogih razstav, ki smo jih v preteklosti že napravili. Ta razstava, ki pa ima naslov Poklon Jakobu Aljažu, pa združuje dva Extempora, in sicer Extempore v maju, ki je bil tukaj na Leževini, in pa v Zbiljah. In moram reči, da z to dokumentacijo pač ohranjamo vse tiste žive dogodke, ki so se dogodili. Celotna razstava se bo 8. novembra preselila v Kulturni dom Medvode in Mladinski center Jedro, kjer bodo predstavljeni tudi kratki filmi pod naslovom Poezija na vodi, dokumentarni film Extempor 2013, predstavljen pa bo tudi napovednik za prihajajoči film o Jakobu Aljažu. Od 10. oktobra dalje pa si lahko ogledate tudi razstavo Pot v dvoje, ki predstavlja ustvarjanje Marije in Ivana Podveza. Na razstavi ne bo manjkalo različnih vezenih prtov in umetnin izdelanih iz lesa. September in oktober sta meseca, ko se tekaški navdušenci množično preizkušajo na tekaških prireditvah. Te si sledijo iz tedna v teden, zato se v tako majhnem prostoru, kot je naša država, pogostokrat zgodi, da se odvijajo tudi sočasno. To je po besedah organizatorjev tudi glavni razlog, da je drugi katarinski tek minulo soboto privabil manjše število udeležencev od pričakovanega. Organizacijske niti drugega katarinskega teka so spletli 4 prireditelji. Osnovna šola Preska in njena podružnica Topol, Turistično društvo Katarina in Akademsko-atletsko društvo Slovan iz Ljubljane. Ja, pravzaprav smo zelo zadovoljni. Bili smo zadovoljni s prvim, bili smo zadovoljni že, da je do te ideje prišlo, ker mislim, da v Sloveniji pravzaprav se je ta tek preveč urbaniziral, da se danes teče samo po asfaltu, da se teče samo po mestih, kvečemu še po parkih, da pa pravzaprav tistega teka, ki smo ga poznali še morda desetletje, 2 nazaj, pa nekako postavljamo na stranski tir, torej tek v naravo, in ta tek je to. Tek z Katarine na Mali Tošč, Grmado in nazaj na Katarino v dolžini 11,3 km in višinsko razliko 840 metrov nosijo znako gorskega teka. Z razgibano progo po gozdnih in planinskih poteh se je letos spopadlo 23 žensk in 42 moških. No, tudi sama udeležba, blizu 70 tekmovalcev, je lepa. Se vam zdi, da če bi bil tek mogoče malce lažji, bi bilo še več udeležencev, glede na to, da je treba premagati kar 800 metrov višinske razlike? Ja, tek, če ga vzamemo kot tek in kot tekmovalno disciplino, je zahteven in je v bistvu že gorski tek. Ampak namen teka pravzaprav ni bil samo, da bi bil to tek, ampak da bi je hkrati to pohod in tek, se pravi za vse ljudi. Jaz sem ravno pravzaprav, ker sam tudi prihajam teč ali hoditi in teč, še takrat, ko sem bil cel v gipsu zaradi zlomljene hrbtenice, sem to počel, se mi je zdelo, da je ravno za te ljudi primerno, vendar pa se vidimo, da pravzaprav se te ljudje ustrašijo tega teka in zaradi tega morda množičnost ni taka, čeprav zame osebno je to ravno prava množičnost. Ciljna ura se je letos ustavila pri rekordnem času. Aleš Žontar iz Prežganja je zahtevno progo premagal v le 50 minutah in 13 sekundah. Super, lepo je razgiban, lepa proga je, tudi po gozdu je precej, tako da se da super laufati. Ste vodili od štarta do cilja? V bistvu ja, no. Tako pač načekujem se bilo mehna grupca, ampak pač še nismo kaj dosti ločili eno drugega. Pa vseeno kakšna taktika? Ste kaj šparali moči ali mogoče na polno od začetka do konca? Na začetku smo lepo po pameti štartali, pa pač v hrib gor, vem, da sem močnejši, sem tam prav malo potegan. Sem jo počer eno tekmo tudi, tako da imam malo trde noge še od včeraj. 40 sekundami zaostanka si je 20-letni domačin Matic Plaznik, sicer odlični vsestranski tekač, pritekel drugo mesto. Ja, prvič sem na katarinskem teku, ja. In glede na to, da veljaš za zelo izkušenega tekača, kam bi ga uvrstil, med težje, lažje? Kar med težje. Proga je zelo težka, ampak je zelo lepa, tako da sem užival na progi. Pa tvoja taktika je bila kakšna? Lepo počas začeti, ne se preveč zagnati, potem pa pač držati
dober tempo, sicer to mi je uspelo, ampak je bil en tekač boljši, tako da nisem ok. Že lani so opozorili nase, letos pa so svojo formo še izboljšali mladi afganistanski tekači. Kako vam je šlo danes? Ja, v redu. Žal, jaz sem padil, pa drugače bi bilo v redu, ne. Zdaj sem začel trenirati 5-krat, 6-krat na teden, je to skoraj vsak dan, ne. Odkot pa prihajate? Iz Afganistana. V uri in 10 minutah je v cilj pritekla ženska zmagovalka. Razumljivo utrujena, a povsem navdušena nad lepotami katarinske proge. Težko, ne? Še dobro, da nisem vedela, kam pot pelje, tako da najverjetneje bi se malo bolj šparala, ampak ko si enkrat na poti, je pač treba zdržati do konca. Torej proge niste poznali, pomeni, da ste prvič na tem teku? Ja, lani sem bila kot navijačica, pa sem obljubila, da letos pridem teč. In kakšen se vam zdi zdaj ta tek, če ga primerjate z ostalimi, med težjimi, med lažjimi, treba je premagati kar 800 dobrih metrov višinske razlike? Ja, jaz bom rekla, glede na to, da je to okarakteriziran kot gorski tek, je to moj prvi gorski tek, zato je normalno že najtežji doslej, ne? Z minuto in pol zaostanka, a zato nič manj zadovoljna, je bila v cilju drugo uvrščena tekačica. Fajn, super proga, razgibana, super vreme, odlična organizacija, vse fajn, pa še rezultat. No, vrniti tek v naravo je geslo tega teka, ga upravičuje? Sigurno, če pa ta tek pa dejansko to beseda, ta stavek drži. Vedno vsi moramo še več, mora biti več udeležencev, drugačni uspeh. Se mi zdi, da je to treba preseči, da to imamo. Bistveno tega teka ni samo ta tek, pravzaprav je ta tek sam neka vzporedna dejavnost te dejavnosti, ki se tukaj dogaja. Lansko leto so bile te kmečki turizmi predstavljeni. Letos so te posamezne kmetije, posamezni proizvajalci različnih teh dobrot, ki jih tukaj na kmetijah sami pridelujejo, in mislim, da je to bistvo, da se te ljudje pokažejo, da je to nek dogodek v kraju, tako majhen kot je ta. Ne tek, tek je, se mi zdi, lahko postranskega pomena. Res, da je bila letos precej skromnejša ponudba kot lani, pa vseeno so obiskovalci lahko okušali in kupovali domače dobrote in pridelke iz okoliških kmetij. Bo že držalo, da zdrava domača hrana, turizem in šport so odlični sopotniki. V tokratnih športnih novicah pa tudi o pripravah članov novega starega košarkarskega kluba Medvode, ki z oktobrom pričenjajo z nastopi v 3. slovenski košarkarski ligi. Nogometaši nogometnega kluba Jezero Medvode pa so medtem z novo sezono že pričeli in po 5 krogih zasedajo sredino lestvice 3. nogometne lige. Košarkarski klub Medvode je po reorganizaciji novo sezono okrenil pod novim imenom in z lastnim vodstvom, torej nič več kot ena izmed sekcij nekdanjega športnega društva Partizan. Klub si bo po novem pisal svojo zgodovino, predsedniško funkcijo opravlja Sergej Briški, direktorsko Dejan Bunčič, sekretar kluba pa je Miha Bohinc. Dolgove iz preteklosti naj bi poplačali, kar pomeni, da se bodo novi sezoni lahko končno posvetili le tistemu, kar je najpomembnejše – košarki. Moram reči, da smo v lanskem letu načrtno izstopali iz prve B oziroma iz te druge, pa smo šli v 3. ligo, da smo zmanjšali stroške, da smo dolgove vračali za nazaj. Tako da moram reči, da nam je v dobršni meri kar to uspelo. Tako da mislim, da smo se tistih starih bremen kar v večini rešili. Tako da zdaj moramo še poskrbeti letos, da tole speljamo, potem pa upam, da bo lažje. V novo sezono, v kateri bodo ponovno nastopali v 3. košarkarski ligi Zahod, so krenili s trenerjem Andrejem Božičem, ki je prevetreno mlado ekipo vodil že v lanski sezoni in bdel predvsem nad napredkom mladih košarkarjev. Tem bodo podporo poleg izkušenega kapetana Bunčiča dajali še 4 novi igralci, nekateri že stari znanci medvoškega parketa. Ja, jaz mislim, da v letošnji sezoni imajo ti mlajši igralci eno leto za sabo, to se pravi, da so izkušeni tudi zdaj na teh 2 prijateljskih tekmah se je to pokazalo. Pripeljali smo v bistvu Črta, ki bo nekako razbremenil Bunčiča v napadu. Malo bolj kompaktni smo pod košom, tako da glede na lansko sezono mislim, da kle pod košom znamo, pa da Bunčiča razbremenil v napadu, pa od mlajšega kadra pričakujem malo večjo borbenost, da se bo malo manj bali igrati v napadu oziroma na plan lanske sezone.
Cilj letošnje sezone je boj za sredino lestvice. Igralci pa ne bodo čutili pritiska pred morebitnim izpadom, saj v letošnji sezoni v 3. ligi ni eliminacije zadnjeuvrščenih ekip. Košarkarski klub Medvode sestavljajo sicer poleg članske še selekcije U12, U14, U16 in U18. V novi sezoni so vpisali 70 članov. Se pa pri vpisu že poznajo vplivi pravkar končanega Eurobasketa. Smo dobili v tem tednu 7 novih, kar je veliko, ker smo probali lansko leto po šolah, po vseh šolah medvoških in v celem letu nismo dobili 10 otrok. Zdaj smo v enem tednu jih dobili 7, ampak stanje je takšno, da se bojim, da je to vse. Jaz imam upanje, da bo še kakšen prišel, samo bomo videli. Glede na to, koliko je športa v Medvodah, nogometaši, badminton, atletika, vse sorte, vsak je nekje, tako da če bo vsak dobil jih 10 v vsakem letu, bo to kar v redu za vse športe. Medtem ko košarkarji na svojo prvo tekmo še čakajo, 19. oktobra bodo doma igrali proti Iliriji, pa je za člansko ekipo nogometnega kluba Jezero Medvode že 5 krogov 3. nogometne lige Zahod. Z 2 zmagama, remijem in 2 porazoma s 7 točkami zasedajo 5. mesto na lestvici, za vodilno Adrio zaostajajo za 3. S predstavami je zadovoljen tudi trener kluba Ize Tračič, ki je ekipo prevzel meseca julija. Mislim da smo do sada pokazali jednu dobru igru i da ćemo opravdati očekivanje koje je uprava zacrtala, a to je opstanak ove godine u ligi. Zaenkrat kaže dosti dober. Sicer bi lahko tudi iz teh tekem iztržili marsikaj več. Naprimer v Kamniku bila zgolj smola. Imeli smo veliko šans, veliko priložnosti, ni šla žoga noter. Tukaj zdaj doma tudi se je videlo, da smo bili boljši. Tako da zaenkrat smo tam, kjer smo imeli cilj. Mislim pa, da ćemo tako naprej delali, da bomo še višji 100%. Ogrodje ekipe, ki si je v lanski sezoni zagotovila napredovanje v višjo ligo, je ostalo nespremenjeno. Pred sezono pa so igralskemu kadru dodali še nekaj okrepitev. Tudi v letošnji sezoni kapetanski trak pripada Saši Marinkoviču. Se pravi, Okoste je iz lanske sezone, tako da zdaj prepeljali smo pa ene 2 do 3 igralce, ki so zdaj igrali v Kamniku. Se pravi, imajo že nekako izkušnje s 3. ligo. Ostali igralci so pa eni so tudi tukaj že 2-3 leta, tako da v bistvu lahko rečemo, da so že skoraj kanaši, tako da se tudi dobro razumemo in so pa to kvalitetni igralci, ki so igrali tudi, se pravi, 2. liga, 3. liga. Že v soboto jih na domačem igrišču čaka nova tekma proti vodilni ekipi Adria. Tudi NK Jezero Medvode pa ima urejen mladinski pogon, ki ga sestavljajo poleg članske ekipe še mladinska ekipa. Ta bo v novi sezoni tekmovala v 2. mladinski ligi pod okriljem Medobčinske nogometne zveze Ljubljana, tako kot tudi preostale selekcije U9, U10, U11, U13 in U15. Članstvo kluba v letošnji sezoni tako predstavlja približno 100 nogometnih navdušencev. V soboto 28. septembra se bodo na medvoških ulicah znova pomerili ljubitelji uličnega teka. Drugi medvoški tek pod okriljem športnega društva EFI obljublja pester program, ob 5 in 10 kilometrski progi pa je tokrat na voljo še 20 kilometrska razdalja. Prva novost letošnjega teka je ta, da imamo poleg 5 in 10 km imamo še 20 km dolgo razdaljo. To je prva novost. Druga novost je pa, da bomo vrečke in štartne številke, ki smo jih lani delili na dan tekme, letos delili že v petek popoldne in sicer od 16. do 19. ure in v soboto dopoldne od 9. ure naprej. Poleg tega bodo letos tekači razvrščeni v več tekmovalnih kategorij, absolutno najhitrejše čakajo denarne nagrade, organizator pa je poskrbel tudi za praktične nagrade najhitrejših po kategorijah.
V predprijavah je na štartni listi že nekaj več kot 170 tekmovalcev, na štartu se jih pričakuje vsaj toliko kot lansko leto. Jaz mislim, če ponovimo lanskoletni tek s številko udeležencev, bom zelo zadovoljna, vse bo pa na koncu odvisno tudi od vremena. Vremenska napoved je obetavna, delovne obveznosti okoli 70 prostovoljcem že dodeljene, tekaška forma pa najbrž tudi že popolna. V Tržiču je potekalo državno prvenstvo v teku na tekaških rolkah. Med ženskami absolutno je bila tretja Leja Einfalt, druga med mlajšimi mladinkami je bila Tjaša Trampuš, Anja Žavbi-Kunaver tretja med starejšimi mladinkami, Rok Tršan pa je bil nepremagljiv v absolutni moški konkurenci. Članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode je v 5. krogu 3. slovenske nogometne lige Zahod na domači zelenici gostila ekipo Zagorje. Izenačena tekma se je končala z goloma v 70. in 76. minuti, končni izid pa remi 1:1. V slovenskih kegljaških ligah je bilo odigrano drugo kolo. Ekipa Hidro je v prvi B ligi gostovala v Izoli in izgubila, Koma Medvode pa je v drugi ligi Zahod doma izgubila z Lokomotivo iz Ljubljane. Pričelo se je tudi tekmovanje v dveh skupinah Ljubljanske lige. Ekipa Hidro 2 je v prvem kolu gostovala v Ljubljani in igrala neodločeno, ekipa Medvode 2 je bila tokrat prosta. Tokrat črno kroniko polnijo le povzročitelji kaznivih dejanj. Eden je vlomil v stanovanjsko hišo v Rakovniku, more biti isti ali pa tudi ne, pa v hišo v Sori. Medvoški policisti so v Medvodah obravnavali kar 2 goljufij pri prodaji, še vedno pa iščejo tistega, ki je ukradel registrske tablice z vozila, ki je bilo parkirano v Trnovcu. Na Golem Brdu so vlomilci vdrli v pomožni objekt, v Medvodah pa se je nek objestnež spravil kar na poštni nabiralnik in ga močno poškodoval. Poskus vloma se je zgodil v hišo v Zbiljah, nasilnež iz Medvod pa se je lotil kar svojih družinskih članov. Medvoški policisti poročajo še o vlomu v vrtno uto v Medvodah. Zaradi številnih vlomov v stanovanja in hiše policisti občane pozivajo, da ustrezno zavarujete svojo lastnino, sumljive osebe pa lahko prijavite na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Upamo, da ste prve jesenske dni preživeli čim lepše. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.